ker če mi ne bomo prišli preko drugih platform do mladih ljudi, potem je v bistvu ta RTV obsojena na odmeranje, ne propad, ampak na odmeranje, pač na neko publiko, ki počasi odhaja. Ne. Skratka, nagovarjati treba mlade ljudi in zato je treba tudi v tej smeri razmišljati. In kup takih stvari še je, ne, tako da, kakor jaz razumem, tudi razpoloženje hiši, potem pa tukaj še nadzorniki, ki pač jih lahko politika imenuje. Skratka, so problemi tudi s tem zakonom, žal. Jaz sem vedno RTV od zunaj gledal, tudi kadar sem bil noter. In mi je vedno, nisem nikoli dobil odgovora na vprašanje, pa se nisem dal predstavljati, pa zdaj tebe vprašam. V Odmeve dobiš recimo, politika ali pa serijo politikov, ki imajo na tapeti eno od iteracij RTV zakona. A so to potem, so to tvoji nasprotniki, a so to tvoji nadrejeni? Osebno mislim, kako jih ti kot novinarka z vsemi temi izkušnjami jih gledaš, a so samo motnje v sistemu, a veš, ker ni samo nihče ni tam noter v tem primeru samo v eni vlogi. Ne? Nekdo, ki po domače povedan drek meša v javnem zavodu, sedeč v parlamentu, hkrati si pa želi, da bi bil tam noter, ker seveda on mora nastopati pred publiko, mora do svoje volivce nagovarjati. A je to, se sam meni zdi to schizofreno, je to normalno stanje?